Julij 2016, Malta. Otok sonca, turizma, razglednic in klifov nad temno-modrim Sredozemskim morjem. 17-letni fant iz Nemčije gre na počitnice s punco, najame gorsko kolo, raziskuje katakombe, pečine in ozke kamnite poti, potem pa preprosto izgine. Nekaj dni kasneje njegovo truplo najdejo pod Dingley Cliffs, samo da je bil lahek 16 kg in brez vseh organov, zlomljenih kosti in črnic. V tem primeru zelo hitro malška policija zaključi, da je bil navaden padec iz klifa in da se ni zgodilo nič čudnega in nič nenavadnega, čeprav kot sem prej naštela, so se zgodile najbolj možne čudne stvari. Ta primer mi je poslal eden izmed vas že nekaj časa nazaj in potem spet nekaj dni nazaj, tako da več ljudi je to poslali. Najprej sem mislila, da sem TikTok narediti, pa sem rekla, ok, to je dosti cool za en daljši YouTube video. Torej, ta Nemec Mike naj bi padel nekih med 25 in 30 metrov globoko in ko bi pristal, ne bi imel nobenih črnic, nič polomljenega, nobenih resnih poškodb, niti kolone ne bi imel nobenih resnih poškodb. In oni rečejo, ja, navaden padec pečine, še brez organov je, potekočinjene možgane imel, what the heck. V glavnem, zelo zanimiv primer. Všeč mi je tudi, ker je Malta. Na Malti sem bila, upam, da sem spomnila kakšne slikce tle dodati. Taka zanimiva kombinacija, imaš feeling, da si, ne veš, si v Angliji, ali si v Bližnjem vzhodu, skoraj zanimiv. Vse tako pečnato, imaš feeling skoraj, da si mogoče tudi v Egiptu, tako res ima poseben vibe Malta in ful je lušno, tam pa ni velika, pa hitro jo raziščeš, ko avto se najameš in se premikaš in je ful za videti. Po drugi strani pa Mike je pa spet Nemec, v bistvu bolj iz severne Nemčije prihajajo in mi je spet, se mi zdi tako primer bliz nam na nek način. Veliko nas je bilo na Malti, Nemčija je pa tudi bliz in jaz ne vem, če so ljudje bliz in če je lokacija bliz, ker se nekaj zgodilo, se jaz ful bolj povežem, kot pa če delač. If that makes sense. V glavnem, za Jim Beam reklamo ne bom dolgo vezla, vedno imate kodo linka 5 in s tem podprete moj kanal, tukaj zraven pa gledate nove kolekcije, ki sem se jih jaz naročila in probavala in sem ekstremno navdušena in by the way zdaj razmišljam, da imam to majico kar skozi gor. Ne vem, kjer od gor in dan, ko je to gor, čeprav je tako avtomatično položen modrc in je športna, ampak meni spade skoraj malo elegantno, ne vem. I love it, tudi tako za pisarno bi jo imela. V glavnem, ti nove kolekcije so bizarne, tako tenis stil, ker je meni ful všeč, ne vem, za mojo postavo se mi zdi amazing. Koda je linka 5. Zdaj pa res v video. Mike Mansholt je naša žrtev v tem primeru in je prihajal iz severne Nemčije, natančneje iz Oldenburga, to ne bi bil sever Nemčije, sem večkrat pogooglala, tako manjše, tipično nemško mesto, zgleda tako lušten in kad gledaš ti slike, vidiš trg tam in si misliš, na koliko enih kavic je on tukaj mogel iti v svojih, ne vem, 19 letih življenja, preden ga je potem zgubil čist premlad. Bil je mladi raziskovalec, v smislu oboževal je svet, oboževal je potovanje. Njegova družina je bila sicer, starša sta bila ločena, s tem, da sta oba zelo kmalu zamenjala partnerje in dobila nove otroke. Pojem tega je, da hočem reči, da je bila to ena izmed družin, ki je bila srečna, čeprav je bila na 2 delih. Njegov oče je imel potem enega sina, Daniela, in sta bila tudi ful prijatelja z Mikeom. Dejansko sta imela plane v prihodnosti, da bosta skupaj prepotovala svet. Po mamini strani je imel pa tudi, mislim, da vsaj enega ali celo 2 nova polbrata, polsestre, kakorkoli že, in so se tudi zelo dobro razumeli. V smislu, hočem reči, da ko se je Majku nekaj zgodilo, je bil globoko pogrešan. Pa spet svojemu očetom je imel pa tudi tako dober odnos in sta ogromno potovala, v smislu, za ne vem koliko dolg časa sta šla skupaj na Jadrnco, kjer veš, da se ful zbondaš, koliko se tam zbondaš, če si sam praktično in toliko časa skupaj preživiš in glavno, res taka pustolovska družina in boste tudi kasneje videli v primeru, koliko je bil oče aktiven, ko je bil Mike dejansko začasno tudi pogrešan. Torej, bomo realni, za 19-letnika je tak način življenja ekstremen. Sprav, mogo je biti res ekstremen pustolovec v glavi in tudi se zanimati za zgodovino, za arhitekturo. Sprav, ko je nekam šut, kot potem zdaj v Malto, 2016 leta, on ni šel tja na počitnice, ni šel gledati v zrak, ni šel na plažo, ni šel šanžurat, mogoče tudi malo, ampak dejansko spoznati okolico in zgodovino in tudi zaradi tega, mislim, ne zaradi tega, da je izgubil življenje, ampak kako je to počel. Želel je raziskati na Malti klife, stare poti, zgodovinske lokacije, katakombe, skrite dela otoka. Na Malto je prišel 8. julija 2016 in to svoje potovanje takrat je začel s svojo punco. Da vam narišem sliko, on je prišel takrat s punco, by the way, 2016, leto najboljših žurk. Zame osebno mogoče 2014, ampak vsi ostali mislite, da je bilo 2016, tako da tudi če kaj žuro upam, da je saj kaj. Jaz, ko sem bila na Malti, mi je tip zbolel in pa nisem mogla nadžurati in mi je še zdaj žal, tako da bi šla še enkrat mogoče. Zdaj pa tako, Malta je pač itak otok, ampak je tako narejena, da 2 najbližji glavni mesti nekako sta Valeta, ki je zelo staro mesto, tja ponovadi tudi pristaneš z avionom, prideš BVB in je zelo tako starinsko, ni veliko za početi, ni veliko žurk, potem direkt čez vodo, ponovadi se greš ko mini s trajektom, isti otok, samo direkt čez je, tako da ne hodiš okrog, ampak greš
in greš potem s trajektkom, ko je čez, ko 15 minut traja vožnja, 20 minut in si takoj v Slijemi. Slijema je pa potem tisto glavno turistično mesto, ogromno hotelov, novih stavb, žurk, mladih turistov, blablabla. No, tam sem tudi jaz stanovala, potem v enem takmu hudem penthousu, top razgled na Valeto, blablabla. V glavnem, tudi on je bil tukaj v hotelu Astra. Ta hotel je tak zelo banalen, nič posebenega in se pravim, prve dni tam preživljal svojo punco, bolj romantično. Temperature takrat moraš vedeti, da dosegajo tako po 35 stopinj, vroče je, zrak stoji, so parno tako. Ultra poletna sezona, ogromno ljudi itd. 18. julij lahko sklepamo, da je bil dan tragedije in tudi zadnji dan, ko so njega videli živega. 18. julij 2016. Njegova punca je odšla, je rekla, da ima približno dosti Malte, mogoče imela obveznosti, ne vem, on je rekel, da bo šel s to. In kot 19-letni fant je to tudi sporočil svojim staršem, seveda, da to potrdijo in oba sta bila čisto ja, itak. Ta mali postelovce malo skozi potoval, ni bil to big deal, kao itak se bo znajdu. Planiran je imel let nazaj 22. julija. Tudi jaz zdaj, če kam grem ali pridem pri nas doma, ful rada spremljata starša, kako leti potujejo, ko prav vidiš avionček in vedno govorite, da mi mahate oziroma da veste točno, kateri je moj, ker itak veste, ker ponovadi samo enkrat tisti dan se letalo recimo vrača pogosto in tudi pri njemu so to vedela, ne starši. Tako da tudi, če je bil na koncu Mike pogrešan, sta vedela, s katerim letalom pride in sta vedela točno kdaj in kje in kako ga pričakati, tudi če ni bil dosegljiv recimo. Torej, 18. julija se je on zbudil v hotelu Astra, mečkam pred 9. uro zjutraj je šel že dol iz svoje sobe številka 105. Vidimo ga oblečenega navadna kratka majica, črn nahrbtnik, imel je tudi GoPro kamero, nekih 600 evrov gotovine, pa telefon tudi tako v roki, pa verjetno dokumente, ne denarnico itd. Potem ga vidimo prek kamer na tem hotelu, kako je na recepciji nekaj klepetal, potem je šel nazaj v svojo sobo za približno 1 uro. Jaz sklepam, da je v hotelu potem tudi najel to kolo, ne, in je, preden ga je dobil ali pa preden je bil fraj, je mogel še mečkam počakati. In potem je šel v svojo sobo in čez 1 uro nadaljeval to pot in se je odpravil s kolesom. In tudi zjutraj, kakšno uro potem prihajajo še njegova zadnja sporočila, ker je pošiljal voice memo oziroma voice sporočila svojemu fotru, ker sta si bila zelo blizu. Očetov ime Bernd, njega bom malo več omenjala, ker je bil zelo aktiven v tej seriji in iskanju in mu je sporočila pošiljal, da je v bistvu to full športen izziv, da je veliko stvari tudi, veliko hribčkov je tudi na gor, ne samo na dol, tam, kjer je šel on raziskovati te katakombe. Pa Rabatu, by the way, to sploh ni toliko blizu od Slijeme. Tip je mogel precej prekolesariti, zdaj, kar razmišljam. To je na drugem koncu otoka ta Rabat. Tako da je sporočal, da včasih mora kolo tudi potiskati, ampak zvenel je vesel, ne prestrašen in pač navdušen, da gre raziskovati. Ok, naslednja stvar, ki jo mi kot zunanji opazovalci vemo, je to, da on zgine. In o njem ni nebunemu, ni več sporočil, ni več nič. Najprej tu je tako pas familije, ampak druga stvar je, ko nekaj dni ni vrnil kolesa. Hotel si začel spraševati, ok, zakaj ni kolesa vrnil, zakaj človeka ni nazaj v sobo. Oče ga je poskušal dobiti, ves čas pozabljam moment, da njegov oče trenutno takrat ni bil doma, ampak je bil na Hrvaškem na morju. Pač pravim vam, ta familija je res bila skozi aktivna in potovala. To je bil valjda big red flag, da se on ni oglašal, ker je bil drugače skozi dosegljiv in tudi njegov telefon ni bil več dosegljiv, ampak je bil sam še v glavnem dobesedno ugasnen / nedosegljiv. In to je bil očetov velik red flag, ker zakaj ga ne nafila, zakaj, ne vem, a ga je izgubil, je uničen, ne vem, se bi imel kje drugje lahko dosegel na Facebooku, prek kakšnega računalnika, v glavnem scary je, da se ti otrok ne oglaša in tudi posledično je njegov oče hiter spakiral kufre in prišel iz Hrvaške potem na Malto. Njegova mama, however, ga je pa čakala 22. julija, kot sem rekla, so pričakovali njegov let, je bilo zelo smiselno, da takrat sem vrnil, če pač se mu ni nekaj zgodilo in tudi na letališču so ga čakali in ga ni bilo. Kmalu je označen kot pogrešana oseba in potem tam raziskuje območje okrog Dingley Cliffs, to so takrat zelo visoki klifi, tam by the way dosežejo do 250 metrov in tudi če greš okrog Malte, ves čas prehajaš do nekih klifov, do razgledov, une lepe rožice tam rastejo, velike peščeno, svetilniki so povsod. Ja, in te klifi, najbolj znani praktično, so ful visoki. Je pa tudi to iskanje scary, ker če tako pomisliš, vedno je opcija, da padeš dol iz klifa, pa padeš mogoče, ne vem, na skale, ampak pogosto pa lahko tudi v morje. In kje boš tam v morju najdu nekoga? V glavnem, ne zdi se mi njih najlažje območje za nekoga najdeti. Je pa res, da je višek sezone in po drugi strani tudi najbolj možno čudno, da ga kdo ne vidi in da ga kdo že prej ni najdu, kjerkoli je. Iskalna akcija traje in potem 26. julija, torej 8 dni po njegovem izginotju, je končno najden. To velja za pozno, 8 dni po izginotju, glede na to, da koliko je bilo turizma, je mal čudno, ker ni bil na zelo skritem mestu. Bil je direkt pri Dingley Cliffih, kjer je ful turistično. Na tej točki bi
je potem velika večina pričakovala nekaj zelo smiselnega, ko so najdeli njegovo truplo. Nekoga zelo razbitega, zelo krvavega, mrtvega, potolčenega, razbit kolo, kri, veliko poškodb, polomljenih kosti itd. Ampak že ta kraj smrti, kakorkoli, je bil ekstremno nenavaden. On je izgledal zelo okej na prvi pogled. Rekli so, da je imel 2-krat zlomljen vrat. Ok, spoiler alert, to sploh ni bilo res, to je bila laž. On ni imel v resnici zlomljene niti ene same kosti, ni imel nobenih črnic, ni krvavel. Vse, kar je bilo, da ni imel gor čevljev, ker so padali že ne vem koliko metrov preč, ker je normalno, ker preden je on padel, je tudi verjeten padel, saj ima delno čez drevesa, ker bi lahko ublažili njegov padec, ampak ne spet tok. Potem pa kolo je bilo pa zataknjeno višje nad njim, padel naj bi nekje med 25 in 30 metrov globoko. Še ena nenavadna stvar je bila, ob njemu je bilo sveže seno, ne ogromno, ampak to, da bi ga lahko nekdo s sabo prinesel, ampak to seno ni moglo priti od nikjer drugje, ker nikjer drugje ni bilo sveže trave, svežega sena, dobesedno je moglo nekako priti tja in ni moglo priti tja z njegovimi čevlji, zaradi tega, ker jih je imel pač nekje preč razmetane medtem, ko je padel, ali pa bog ve, mogoče že prej na eni točki. V glavnem, ful, nenavaden detajl je to seno, ni pasalo tja, res ne. Policija je takrat začela razmišljati, ja, mogoče je celo nekaj časa preživel padec, mogoče se je mečkan puzal, potem v senco, mogoče je na koncu umrl od vročine, od dehidracije, od lakote, take stvari. V glavnem, vsa ta malteška poročila so bila malo nenavadna in zelo hitro zaključena, da je bil to navaden padec pečine, torej obična nesreča. Njegov oče je na nek način samostojno razvil naprej iskalno akcijo, ker se mu je zdelo vse skupaj čudno, ker je tudi že na začetku govoril tam z enim najbližjim kmetom in ta kmet dobesedno ni sodeloval. Če ti človek reče, da ti je sin umrl na klifu, pač sodeluješ, ni važno, koliko si čuden, sodeluješ. In ta človek je sam rekel, ne vem, od kje bi bilo seno, nič ne vem, pač ni hotel sodelovati in bil je full shady, njegov oče je bil že tako čuden mu je bilo in skozi bolj je postajal čuden. Ampak naslednja stvar, res bizarna, ki se je zgodila, je to, ko so končno družine v Nemčijo dobili telo od Majka. Šele ko so ga dajali v trugo, šele ko so dejansko prišli v stik z njegovo težo, so ugotovili, da je nekaj zelo narobe. Njegovo telo je bilo težko, najmest, ne vem, 80 kg, odrasel orang, tak nabit je bil tipa, veš, je imel 16 kg. Njegovo telo je imelo 16 kg. Kot je bila sama lupina, dobesedno sama lupina. In pač prva ideja je, ja, zgodijo se obdukcije, ampak po določenem postopku. Pri obdukcijah ponavadi grejo organi ven in jih potem spucajo in dajo nazaj, ali pa zavijajo v bombaž, ali pa dajo nazaj noter neke druge stvari, da je spet telo bolj polno. V njegovem primeru je bilo samo tako, praznega so pustili, organe so vzeli in jih niso dali nazaj, čeprav ni bilo nič za raziskovati, čeprav ni bil daroval, če ni bilo nobenega smisla. In valjda njegov oče je bil tako, kaj hudiče se dogaja? Ok, prosim, pošljite mi nazaj organe, saj da jih lahko pokopljem skupaj s sinom, ker da ga bom pokopal v enem kosu, pač zakaj nima organov, kaj z vami narobe. Eno lupino sem dobil tukaj. In on je dobil nazaj poročilo, tako zelo kratko in nikakvo, od Malte spet, da so njegove notranje organe pojedle živali, naprimer podgane, žužki itd. In možganov tudi ni imel in so rekli, ja, no, to se je pa utekočinilo. Težava je, da možgani na hudi vročini se lahko utekočinijo, ampak ne zginejo sledi v njih. Torej, pa ne bo tako, da jih je nekdo vzel ven in jih ni bilo, ampak če se utekočinijo, valjda ostane neka tekočina zdriz, zmes, neki fuj, pač ostane. Pri organih so rekli, ja, pojedla so jih živali, ampak če bi jih, bi pač on bil od nekje poglodan. A štekaš, nek vstop v telo bi bil, kjer bi te podgane not prišle, nekje bi bil pogrižen, bi bil poglodan, bi bil. Ni bil. On je bil telo čisto, kada ni bilo nobenih črnic, nobenih zlomov, ničesar. Gotovili so valjda potem tudi v Nemčiji, drugi forenziki in pri avtopsijah, ja, nič ne kaže dejansko, da bi živali ga načele ali pa da bi niso mogli niti ugotoviti vzroka smrti. Recimo, če bi bilo davljanje, da bi bila zadušitev, niso mogli ugotoviti, ker ni notranjih organov. A počas dojemate, koliko je to shady bilo vse skupaj? Zakaj niso mogli več ugotoviti, kako je niti umrl? A veš, kada bi nekdo hotel nekaj prikriti, ker če ni organov, ne moreš ugotoviti. Ne moreš ugotoviti, kaj je v želodcu, aj kaj je pojedel, ne moreš ugotoviti, da je bil zadušen, ne moreš nič ugotoviti, ne moreš ugotoviti notranjih krvavitev, ker ni organov. In še ena stvar, ki mogoče prej mogla omeniti, ampak njegove stvari so manjkale. Videli smo ga hoditi z ruzakom in vemo, da je mogel imeti ruzak in gotovino in vse ostalo pri sebi in telefon, ker je pošiljal stvari, ker je rabil, da je sploh kam prišel, ker se je mogel identificirati verjetno na kakšni točki. Ruzaka ni, GoPro kamere ni, ničesar ni.
sam on, njegove čevlji in kolo. Na tej točki pač primera ta ekstremno čuden in njegov oče je sploh v akciji, da zve, kaj se je dejansko zgodilo. Torej vprašanje, ki jih zdaj imamo, da povzamem. Če je padel, zakaj ni zlomil? Če je padel s kolesom, zakaj kolo ni razbito? Za kolo so tisti, ki se večkrat bolj spoznajo, so rekli, ja, pri tem padcu bi mogli pričakovati na kolesu večje poškodbe, kot jih je imel. Če je šlo za nesrečo, zakaj manjkajo vse osebne stvari? Če so organe pojedne živali, zakaj ni ugrizel? Če je bila obdukcija normalna, zakaj so organi izginili? Zdaj gremo pa na hitro na vse možne teorije, da v tej z mano mozgal, kaj bi se lahko zgodilo in kaj sploh nima smisla. Prvič in najbolj viralna teorija je kraja organov. Torej, vidijo mladega fanta, tam naj bi bile tudi določene mafije in se odločijo, da bojo mu pokradali organe in potem to zafejkali kot smrt. Eni tukaj govorijo, da to ni možno, ker on ne bi mogel padati dol po klifu in da bi mu pol pokradali organe, kao organi tako umrejo vmes. Ja, se strinjam. Logično pač so ga prej, mislim, meni je logično, ta mi je dosti logična teorija, ampak so ga že prej pač ugrabili, pokradali organe, dokler je bil, mislim, živ, dokler so bili pač uporabni, jih zmrznali, bla, 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 in potem zafejkali njegovo smrt, ni to bolj logično. Mislim, folk prav, nemogoče, da so mu organe ukradali, ker se ni prej iz klifa padel, najprej so mu organe ukradali. V glavnem, zakaj bi to Malta zakrila? Zaradi tega, ker je zelo, zelo turistična država, ekstremno turistična država, basically sam turizem pač laufa tam in če bi to prišlo ven, turisti ne bi tja hodili. Sploh pa ne na te turistične destinacije, kot so Dingley Cliffs. Druga teorija je bolj taka teorija o malomarnosti, da je prišlo do normalne obdukcije itd. In da so preprosto nekaj narobe naredili, slabo raziskovali, niso bili dosti natančni, da so s časom ugotovili, da se mogoče mu je kaj drugega zgodilo kot navaden padec, ampak so takrat že prepozno in narobe preiskovali njegovo telo in so potem bili samo panika in so samo odstranili organe in naprej šli zgodbo, da je bila nesreča, čeprav to še vedno ne razloži, zakaj mu toliko stvari manjka, kje so njegove stvari. We don't know. Oziroma, možnost pri tej teoriji je tudi, da bi na njegovih organih videli takoj, da je bil nek foul play in mogoče, da so ga zadušili ali bilo kaj, ampak spet niso hoteli, da to pride v javnost, ker spet turizem bo najem. Potem tretja teorija se mi tudi zdi zelo možna, je teorija ropa. Sicer se mi zdi ekstremno žalostna in najbolj bizarna, ampak spet, da ga je nekdo videl in njihova prva ideja je bila, ne vem, neka mafija, tam mislim, ok, ali da ga bomo oropali, ampak zakaj? Tako najstnika, veš, kaj vam misliš, da bo imel? Mislim, ja, on je imel pri sebi kamero, pač GoPro pa to, pa denar, ampak to noben ni mogel vedeti, kako už vedel, da on to ima v ruzaku, pa mlad fant, a veš, v tej Evropi je en bogat part, mislim, a veste, kaj mislim, no, pač kot čudna tarča je, ampak ok, recimo, da so ga oropali, upska pa zdaj, dajmo ga vršiti z pečine in spet, če bi malteška policija to videla, da je bil rop in da je bil napaden in da je bil ukraden, spet vse, kar jim ostane, je mogoče zakrinkati, prikrito, spet zaradi tega, da nav turist, ko to video rekel, tja pa ne grem, ker se bizarne stvari dogajajo. Obstajajo tudi teorije, smo pred četrti, se mi zdi, o drogah, kriminalnih skupinah ali pa celo podzemnih tunelih, kjer naj bi vse to potekalo, kar sem zdaj naštela, ki pa on raziskoval. In spet, kje je njegov GoPro na konca, ne? Mogoče nekaj, kjer bi bili gor dokazi, kjer je kaj posnel, mogoče so ga videli in so ga ujeli in so potem spet skušali zbrisati te stvari in so ga vrgali čez klif in istočasno mu pokradali stvari in potem je policija oziroma vodstvo države to zakrilo s tem, da mu je pokradilo organe. Torej, kaj se mu zgodilo, ne vemo, ne moramo zvedeti, ker ni organov. Potem je ta uradna razlaga nesreča oziroma samomor. Samomor večina ljudi zavrača predvsem zaradi tega, ker on res ni kazal znakov tega, imel je full planov, imel je punco, vsi so ga radi. Očetu je pisal, da je dobre volje, ampak res nič ni namigovalo na to, da bi si on hotel vzeti življenje. Je pa velikokrat tako, da ne vem, ne veš oziroma si noben ne more predstavljati in se vsem zgodi, tako da who the fuck knows, I don't. Skratka, njegov oče se nikdar ni sprijaznil z javno razlago, to je še vedno primer načeloma zaključen kot nesreča. Verjamem, da je očetu to mindfuck, ker pač dejansko nič ne kaže na to in je vse ful čuden in tudi, če bi bila nesreča, oni slabš tega ne bi mogli pohendlati, kakor so in da zdaj starši ne morejo spati zaradi tega in njegovi bližnji, meni pač to crazy, pač kako so speljali vse skupaj. Tako da njegov oče se še vedno prizadeva nekako odpirati to ali pa v Nemčiji ali na Malti in pač naprej raziskovati in dobiti pozornost ljudi, tako da ta video je tudi ena stvar izmed teh. Tako da, če ima kdo še kakšno zanimivo teorijo, naj valjda pokomentira. To bi bilo vedno ful zanimivo brati. Ne vem, kva bi se še lahko tacga zgodilo. Nek crazy splet okoliščin je mogel biti konc koncev. Hvala, ker ste gledali ta video. Še enkrat vas spomnim na kodo Alenka 5 pri Jimbimu, pa podprete s tem ta kanal, ker dobim 5% provizije. Pridni bote, radi se imejte, lep vikend imejte, Alien mama ba vas rada in je out. Bye.